Apiterapevtka Nina svetuje. Ja, mesec je okrog in z nami Nina Ilič. Lepo pozdravljeni. Z apiterapevtskimi nasveti. In začela bova, kar tako vreme je čudovito, čebele že videvam. Sicer mi izgledajo malo tako še čudne pri letu, ampak že obletavajo rastline. Druga stvar, kar je, bomo šli mesec marc se je pričel. Kaj se dogaja v letošnjem mesecu marcu, kar se tiče API pedagogike in je kaj novega? Dejansko imamo nekaj novosti, na katere smo neizmerno ponosni. Najprej morda za začetek. V naslednjem tednu se v Italiji srečamo koordinatorji mednarodnega projekta EduHive, razvijanje državljanske zavesti in vrednot preko API pedagogike. Tukaj gre za mednarodni Erasmus Plus projekt, v katerem je vodilni partner Gimnazija Celje Center in koordinatorka Metka Krajnc-Sevšek. Nosilec API pedagogike je seveda Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Enea in moja malenkost. Imamo pa zraven še veselje sodelovati z partnersko šolo iz Italije, natančneje v mestu Como, Leonardo da Vinci Ripamonti. V bistvu gre za transfer, za prenos programa API pedagogika za razredno uro, za katerega smo v bistvu že tako na slovenski strani kot na italijanski strani za obe plati že prejeli tudi tekom tega projekta pokroviteljstvo Evropskega parlamenta. Gre pa za človekove pravice, aktivno državljanstvo in glavni cilj je opolnomočanje seveda dijakov na teh področjih in pa z glavnim ciljem, ki je preprečevanje medvrstniškega nasilja. Prav zanimivo vse to se torej dogaja v mesecu marcu. Kako pa reagirajo na ta, lahko rečemo, pomladni čas otroci v vrtcih? V bistvu seveda, ne samo otroci v vrtcih, mislim, da smo vsi bolj navdušeni, bolj živi. Nekako se čuti porajanje vse daljšega dneva, več gibanja na prostem, še več kot prej. Sicer pa, kar se tiče API vrtcev, je mesec marec letos zaznamovan z EKRAMS API terapevtsko pustolovščino, skratka z zgodbo, ki se umešča prav tako tudi v mednarodni projekt. In sicer gre za prvo pustolovščino na področju API terapije za otroke, da v bistvu skozi interaktivno zgodbo, to je pripravljena kot spletna aplikacija, spletna knjiga. Na razpolago so, poleg tega je poskrbljeno tudi za odrasle, to pomeni, da so smernice, pedagoške smernice pripravljen je tudi certifikat oziroma priznanje, ker vsi, ki opravijo uspešno pustolovščino, usvojijo nova znanja, se preizkusijo v sodelovanju, v ustvarjalnem razmišljanju, mogoče tudi v nagajivosti, taki neškodljivi. Na koncu, ko prispejo do cilja in izdelajo tisto, kar je v bistvu cilj te pustolovščine, rešitev naloge, se lahko dobi potem tudi priznanje prijatelj čebel. Prijatelji čebel pa je dejansko neka skupnost otrok, mladih, že 10 let. 10 let bo tega, kar je potekala v bistvu prva, takrat še nepisana pustolovščina, je bila samo v obliki programa Pustolovska pot med medovitimi vrtovi na Čebelji poti v Ljubljani.
In od takrat v bistvu smo mi že prvič podeljevali taka priznanja. Vmes smo malo zrasli, malo smo se preoblekli. Vzgojiteljice in učiteljice, učitelji, vzgojitelji lahko v bistvu tudi nam pišejo, da opremimo to priznanje, vkolikor bo v sklopu vrtca ali šole potekalo, ne. Lahko opremimo tudi z logotipom, vse pa je to brezplačno, zato ker je spletna aplikacija in je javno dostopna. Poleg tega je ta spletna aplikacija z to pustolovsko zgodbo sofinancirana od Evropske unije iz naslova Erasmus Plus projekta. In v bistvu sklop teh vsebin, ki se zdaj v tem mesecu idealno pokrivajo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, so čebelje lekcije po slovensko. To so v bistvu 10 učnih kartic za 10 čebeljih lekcij. Ampak tukaj ne govorimo o čebeljih lekcijah kot nečemu, kar se čebelarsko učimo ali kar velja, kako čebele živijo, temveč gre za 10 lekcij, 10 vrednot, smernic za življenje, ki so značilne tako za človeško kot za čebeljo družbo. Skratka, tistih nekih 10 vzporednic in ta pustolovska doživetja na področju pedagoško-apiterapevtskih pristopov je direktno po čebelji lekciji številka 7, ki pravi, da svojo reaktivnost prilagajaj glede na okolje, kjer se trenutno nahajaš. To drži zagotovo za človeka. Učimo otroke od malega, da so razlike med bivanjem v muzeju, v gozdu, doma, v vrtcu, ko si sam ali ko se prilagajaš ostalim. Skratka, te razlike poznamo in jih moramo živeti. In po enakem principu dejansko postopajo tudi čebelje družine. Recimo, en konkreten primer bi bil čebela, ki jo srečamo na travniku, zagotovo ne bo obrambno nastrojena, razen če jo stisnemo, da gre za samo obrambo. Medtem pa, če pridemo preblizu k panjem, tam, kjer izletavajo, bo pa njeno počutje bistveno drugačno. In se bo drugačnih reaktivnih odzivov poslužila. Prav zanimive izkušnje, to je vse iz prakse in opazovanja življenja čebel. Nina, predlagam nekaj glasbe, potem pa greva naprej, še kar nekaj zanimivih vprašanj imamo pripravljenih. Velja. Apiterapevtka Nina svetuje. Pri Farski muzikanti so bili tole, Nina, čudovita skladba, prepeva o lepotah tega sveta in kaj je lepšega, kot se družiti s čebelami in uživati v naravi. Nina, eno vprašanje, vse to, kar smo slišali, sedaj me zanima še nekaj. Je za to kakšno gradivo, imate pripravljeno kakšno gradivo o vsem tem, kar sva ravnokar govorila? Da, v bistvu je gradiv kar precej. V času trajanja tega projekta se je vzporedno razvijalo v bistvu cela vertikala API pedagoškega dela, če lahko tako rečem. V bistvu izhodiščno gradivo je Ekrams, zgodba za najmlajše, o kateri smo tudi tukaj na radiu že govorili. Ekrams, apiterapevtska pustolovščina, je v bistvu tista interaktivna nadgradnja, ki vključuje 4 avtorje, 2 čebelarja, moja malenkost in tudi moja hčerka. Ona je dala v bistvu tiste najbolj zanimive, iskrive ideje, kakšni so izzivi. To je nadgradnja, tako kot sem povedala, po čebelji lekciji številka 7. Potem je bila stvar tako zanimiva tudi v vrtčevskem
svetu, da smo se povezali s številnimi vzgojiteljicami, smo se povezale in je v minulem letu išel tudi priročnik strokovni Ekram z pustolovščine, kjer smo razvijali v bistvu pristop na vsa starostna obdobja, se pravi od jasli naprej, za taka zanimiva doživetja, ki se vsesajo zaradi čustvenega in apiterapevtskega v bistvu tega inputa, se bolj nekako užge v spomin, bolj se ponotranji zdravo prehranjevanje, zdrav način življenja, nek altruizem. Sicer pa so išle, zahvaljujoč prav temu EduHive projektu za razvijanje državljanske zavesti in vrednot preko API pedagogike, išle so tiskane učne kartice, čebelje lekcije, izšel je priročnik Čebelja demokracija in ustavna demokracija, kjer v bistvu ki se uporablja tako kot priročnik in kot delovno gradivo, v bistvu kot nekaj, kar sproti uporabljaš medtem, ko izvajaš delavnice, tudi za dijake ali učence. Izšel je še en priročnik o primerih dejavnosti, ki smo jih razvijali v bistvu tekom projekta s pomočjo v projekt vključenih dijakov italijanske in slovenske srednje šole. Tako da v bistvu so pripravljene na tak način, ki je njim zanimiv, ker je iz njihovih idej nekako, mi koordinatorke projekta smo bile v bistvu mentorska podpora pri tem, jaz sem usmerjala predvsem glede ohranjanja bistva, ohranjanja smisla, da nismo šli preveč v samo čebelarstvo, ampak v konstruktivnost, v samo socialno vedenje skupnosti in tako naprej. Potem gradivo je tudi zbornik, ki je prav tako ta je brezplačen, elektronska oblika zbornika od konference API Pedagogika 2025, kjer smo tudi predstavljali ta projekt in še vzporedne dejavnosti, ki so se dogajale. In spletna stran. Spletna stran je pa tudi v bistvu dragocen vir informacij, ker tam je pa predstavljeno ne samo gradiva, ampak tudi sam potek, kako smo se stvari lotevali, kako smo uvajali novo prakso, predstavljali, kako smo se povezali v bistvu s temi partnerji. Tako da gradiva je kar precej. Razpoložljivo pa je v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Zanimivo, veliko tega dela je potrebnega, da se napiše, uredi vse te čtivo, lahko rečem, knjige in da imajo naši otroci in pa vsi tisti, ki jih API pedagogika zanima, potem tudi možnost nekako izkoriščati vse to, kar je nastalo in je napisano za naše, tako rečemo, zanamce. Zakaj pa ne? Drži. Tako. Nina, eno vprašanje me zanima in sicer je to strogo ločeno, recimo ta API pedagogika po državah. To se hoče vprašati, v katerih državah pa lahko v vrtcih, šolah sodeluje z API terapevti po tej API pedagogiki. Hvala. V bistvu, API pedagogika je dejansko inovativen pedagoški program, ki izvira iz Slovenije. Ga prej nikjer ni bilo, tako da in je tudi zaščitena blagovna znamka. Mislim, da smo to tudi že sem pa tja povedali. Gre predvsem za dva vidika tukaj, za spoštovanje znamke in tudi za predvsem varnost otrok. In tudi sam ugled v bistvu tistih, ki to izvajajo, zaradi tega, ker vrtci in šole, ki delujejo po programih API pedagogike, imajo praviloma to s ponosom predstavljeno tudi na svoji spletni strani.
kjer so tudi predstavljeni koordinatorji. Sicer pa zahteva API pedagogika poseben postopek licenciranja, zaradi tega, ker so to znanja, ki so se uvajala in preizkušala konkretno v javnih vrtcih v Ljubljani najprej. In je v bistvu kakršnakoli praksa, ki ni nekako strokovno osnovana ali preverjena oziroma potrjena, ni ustrezna, ni primerna in ni dovolj dober standard za otroke. Tako da v bistvu, ja, trenutno imamo licencirane API terapevte za API pedagogiko. Kot prvo morajo imeti status API terapevta, se pravi, morajo imeti najprej to izobraževanje oziroma vsaj nekaj podobnega. In pa še tudi veljavno licenco za API pedagogiko. Trenutno imamo take ljudi v Sloveniji, na Hrvaškem in v kratkem tudi na Poljskem, ker sodelujemo tudi s poslovnimi partnerji iz Poljske, kjer v bistvu bodo dokaj v kratkem prišli tudi k nam, prav s tem namenom, no, da se priučijo tega primera dobrega prakse, ker pedagoško API terapevtski pristop terja res neka posebna znanja in veščine. Prav gotovo ni to za vsakega, ne more se iti to čisto vsak, ki se tega spomni, zato je le potrebno biti tudi certificiran in pa, se pravi, le vzdrževati neko kvaliteto in pa tudi sledljivost, ne? Absolutno. Tako. Ja. Greva naprej, bi lahko kaj rekla. Na začetku si omenila to vseslovenski akciji za človekove pravice, kvalitetno izobraževanje in pa, kar je najbolj važno, mir. To ne razumem, akcija za človekove pravice. Čeprav pravijo, imamo pravice, ampak žalostno v tem času se je treba boriti že tudi za tiste izbojevane pravice, ki so bile nam vsem čisto logične, pa sčasoma to zgine, se najdejo ljudje, ki bi radi poteptali vse tisto, kar je bilo že zdavnaj sprejeto, zato je kar človekove pravice, vemo pa, da te pravice so zelo drugačne po svetu. In pa tudi v glavah, kar je najbolj žalostno, odgovornih ljudi. Ja, res je. Zdaj tudi mene dogajanje zadnje čase še posebej, no, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, v bistvu je zelo zaskrbljujoče in me velikokrat zelo razžalosti. Ena stvar pa velja. Ponosna sem, da tudi v svojem delu na področju API terapije skozi API pedagogiko dejansko zelo aktivno vplivam nekako na družbo skozi sistem vzgoje in izobraževanja, zaradi tega, ker dejansko je segment človekovih pravic in temeljnih svoboščin in vseh teh vrednot demokratičnih, ki so bile vzpostavljene in družbeno sprejete prav zaradi zagotavljanja miru in lažjega medsebojnega sobivanja. Dejansko z API pedagogiko to ciljamo in to dosegamo, ne samo z projektom EduHive, ampak tudi nasplošno. Že dolga leta v bistvu tudi sodelujemo z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, kjer v bistvu se umeščajo usposabljanja za vzgojitelje in učitelja prav v prednostne naloge, ki so aktivno državljanstvo ter človekove pravice in te vsebine. Morda se na prvi pogled zdi to malce nepovezano, API terapija pa človekove pravice, ampak v bistvu to je tisto, no, kar sem prej tudi povedala. Treba je na usposabljanje, da človek ponotranji in razume globje in tudi bolj v širino, zakaj gre. Ne gre samo za igra z medom. Ne?
ta akcija je v bistvu neka akcija, ki je poteka vse slovenska akcija, kot cela kampanja bo. O tem, kdo jo organizira in o tem bomo poročali malo kasneje. Mi smo pridruženi, mi smo bili sprejeti v to zraven. In to prav z Ekrom Sapi terapevtsko pustolovščino, ki je del tega projekta, ki se zavzema za te vrednote in tako naprej. Bo pa potekala organizirano 3-krat na 3 datume. Zdaj na pametih ne vem, da je eden, mislim, da je 11. april, drugi je 20. maj na Svetovni dan čebel, pa še en datum, ki ga trenutno ne vem. Tako da vse zainteresirane v bistvu bi povabila, da nas spremljajo na socialnih omrežjih, praviloma objavljamo take aktualne informacije. Bo pa tudi vsak, ki bi se rad pridružil, dobrodošel. Tako kot sem povedala, ta aplikacija je brezplačna za uporabo in sama pridružitev v skupnost prijateljev čebel, čim več mladih se v to vključi, čim več otrok po vrtcih, šolah, lahko tudi družinah, toliko bolje, zaradi tega, ker to pomeni, da smo dosegli toliko več ljudi. Dejansko stvari, ki so bile izborovane, izborjene že, pa vzpostavljanje so postale morda preveč samoumevne in premalo se zavedamo, da v bistvu, če jih hočemo ohranjati, moramo začeti pri sebi. Res je, ampak bom kljub temu zavrteli, še nekaj glasbe, potem pa nekako pripeljemo tole našo današnjo oddajo Nina k koncu. Apiterapevtka Nina svetuje. Bova za konec najnega klepeta Nina morda izdala nekaj telefonskih številk, internetnih kontaktov, kje vse se lahko ljudje pridružejo tej vseslovenski akciji za človekove pravice, kvalitetno izobraževanje, o katerem govorimo še posebno intenzivno pred volitvami, potem pa spet nič od tega, in pa mir, za katerega že dolgo vemo, da ni samoumeven in da se iz zgodovine žal nismo naučili čisto nič. Ja, žal. Jaz vam lahko povem v bistvu za kontakte iz naše strani, za tisto družabno aktivnost, ki poteka v našem delčku te velike vseslovenske akcije. In sicer razpoložljive informacije o tem, kakšna je to pustolovščina, čemu je koristna za družbo, kakšne povezave ima s človekovimi pravicami ali še bolj konkretno pravicami otrok, zdravjem, mirom, kvalitetnim okoljem in vsem tem, ki se združuje lahko v kvalitetnem izobraževanju, in seveda, kakšen je rezultat pustolovščine, a ne? Vse to se lahko v bistvu zve na socialnih omrežjih in naših spletnih straneh. Jaz priporočam, da se kar poslušalci znajdejo in vtipkajo v brskalnik Apis Retis. To je spletna stran, kjer je informacij zelo veliko, ali pa na socialnih omrežjih od Zavoda Enea ali mreže API vrtcev in šol Apis Retis. Prav tako pa se lahko obrnejo tudi neposredno na nas, na telefonsko številko 041 377 388 ali pa po elektronski pošti na apisretis@gmail.com. Zanimivo, vsi podatki so registrirani, Nina, tako da za ljudi, ki jih to zanima, lahko samo rečemo, da je veliko teh vstopnih točk, s katerimi se lahko pridružijo tudi tej vse slovenski akciji, če še enkrat ponovimo, za človekove pravice
kvalitetno izobraževanje in mir. Nina, prav lepa hvala za obisk našega studia. Seveda se veselimo tvojega obiska tudi v prihodnjem mesecu. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost in pa seveda uživajte v tej prebujajoči se naravi. Naj medi. Apiterapevtka Nina svetuje.